Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsakič znova dvigujemo in inspiriramo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli. In danes je z mano, zelo sem vesela, hitel je zato, da se sreča z mano. Z mano je voditelj, komik, podcaster, skladatelj in tudi pisatelj Jure Godler. Jure, pozdravljen. Jujo, lepa hvala za vabilo in jaz vedno hitim. Danes sem hitel pa še ekstra bolj, tako da pridem prav čas. To si rekel tako, da je to nekaj posebnega na tebi, ne? In me zdaj zanima, ali tudi uživaš pri tem, ko tako vedno hitiš, ali še vedno, ali pa je v tebi nekaj pač, jaz bi rad nehal hiteti, sam ne morem. Bo kar to drugo, jaz bi rad nehal hiteti, pa ne morem, ker ni važno, kaj naredim, zmer se vštejem v povezavi z urami. Zmer si mislim, ne vem, če imam do nekje pol ure, ne vem, kjer del možganov je, ki mi reče, pa sej, če greš 15 minut prej, boš prišel prav čas. Ne gre in si zelo želim, da bi to odpravil v življenju, ampak moram reči, da mi do zdaj še ni rata. Zmer se vštejem pri teh urah, ne dela mi ta del možganov. Jaz si sicer rečem, to deluje, probaj, ne? Vedno, ko sem tako malo sama sebi govorim, pa sej bi mi bo ratalo, ne? Oziroma sej imam dovolj časa, se še lahko malo snuznem zjutraj, ne? Čas je na moji strani in potem kar je, ponavadi mi kar ratano. To tudi jaz vedno rečem, ampak problem je v tem, da kljub temu, da je čas na najini strani, čas ni na strani tistih, ki naj jo čakajo. Ti si nehal biti resen in nehal si načrtovati baje, tako sem prebrala o tebi. Kako se to sklada z tem, da ti še vedno zmanjkuje časa? Ali je to ravno zato, ker si nehal biti resen v življenju? Res, v tej neresnosti je ogromno ene resnosti. Jaz, če se nečesa lotim, se lotim zelo resno. In če postanem neresen, se tega lotim zelo resno. Tako da človek se temu planningu na noben način ne more ogniti. Ampak to je bolj povezavi z drugimi zadevami, ne toliko s tem, ali bom pozen ali ne, ali bom zamudil ali ne. V bistvu bolj ta nek načrt življenja se mi zdi, ne? Kdaj si ti recimo začel ta načrt v sebi noter postavljati? Že zgodaj v otroštvu, ali si v otroštvu bil bolj, tak si se prepuščal, pa si pol v nekem trenutku začutil, da moraš postaviti si cilje? Jaz ne vem točno, kdaj je to bilo, spomnim se samo, mislim, da sem bil nekje v srednji šoli, pa ne vem točno, kaj je sprožilo to pri meni. Sprožilo je pa to, da sem rekel, da pa jaz v življenju ne bom več počel nečesa, kar mi ne odgovarja. Oziroma, da ne bom zgubil čas z nečim, kar me ne razveseljuje, v čemer bi se mučil, zaradi tega, ker slovenski šolski sistem otroka, bi rekel, sooči z mnogimi stvarmi, ki mu niso všeč, ki mu ne odgovarjajo in ki jih ne želi v življenju več srečati oziroma biti soočen z njimi. In to je pri meni nekako sprožilo to, da sem jaz rekel, jaz bom pa na televiziji delal, jaz bom pa knjige pisal, jaz bom pa nekaj, kar je za slovensko okolje, roko na srce, dosti netipično. Ne? Mi nimamo industrije neke piscev, oziroma temu pravijo v Ameriki ali pa v Angliji, imajo te tako imenovane sindikate piscev, sindikate igralcev, vse to je tam bolj organizirano, je tam regulirano nekako, normirano in spada kot normalen poklic. Ne? Tukaj v Sloveniji pa poklicno usmerjanje, pa ni noter poklica televizijski pisec. Ne? Tako da to je ta, bi rekel, gamble, to kockanje, ki ga mora v Sloveniji nekdo, oziroma v tistih časih, ki sem bil jaz še 20 let mlajši, takrat je bilo to bolj pismo, ta je pa kar gamble sprejel, ker danes je to že bolj razširjeno. Je že postala neka norma, se pravi, če imamo televizijsko oddajo, potrebujemo televizijske pisce, ne? Ker včasih veljalo, če so na RTV-ju rekli, bomo imeli oddajo, kdo pa vodil, pa dej njem to vodil, bo on vodil, ok, se bo on tudi tekst si napisal.
Je bilo to samoumevno, ne? Danes je pa pač jasno, da se rabi. In se mi zdi, da cvetimo na tem področju, no, kot država. No, to je v bistvu dobro slišati. To so namreč v bistvu bolj kot ne scene iz ozadja, ki jih mogoče ljudje niti se ne zavedajo. Ja. Ampak vseeno, ne, recimo ti si zdaj nazadnje najbolj bil aktiven recimo kot pisatelj, izdal si svojo novo knjigo Vohun, ki me je okužil, ki ni povezana s korono, čeprav je v nekem smislu nekega virusa, ampak dajmo to takoj razčistiti, da to ni v bistvu tvoj poskus ujeti ta val trenda korone. Sem vesel, da si to rekla, zaradi tega, ker to je zelo pomemben podatek, ki bi po moje znal marsikoga odvrniti. Pa ne še ena knjiga o koroni. Ni o koroni. Je pa na nek način, je in ni nadaljevanje tvoje prve, v bistvu nek način prvenca, kar se tiče romanov, Casino Banale. In me zanima, ker je tudi to bila ena informacija, ki sem jo našla o tebi. Jaz bom napisal vsako leto eno knjigo. Se pravi, zdaj si napisal že 2, kaj s tole tvojo zaobljubo samemu sebi zdaj? Tako je, jaz glede dela imam ene ustaljene norme in s to idejo teh 2 tajnih agentov, enega slovenskega, enega angleškega, sem se poigral že zelo dolgo. In ko sem začel, najprej sem napisal eno dramo, oziroma tragikomedijo Predsednikova norost. To je najprej, kar sem izdal leta 2019, oziroma prva knjiga, ki sem jo napisal, je bila leta 2007 in je bila biografija skupine Radio Gaga, kjer sem 10 let delal. In to je bilo leta 2007, potem kasneje sem izdal tole Predsednikovo norost in potem sem pa hotel napisati ta roman in sem se poigral s to idejo zelo, zelo, zelo dolgo časa teh 2 agentov, ki nisem hotel iti v čisto parodijo vohunskega žanra, kot je recimo Austin Powers ali pa, ne vem, filmi iz 60-ih let, In Like Flint, pa Our Man Flint, ta tajni agent, ki je v bistvu bila direkt parodija na James Bonde. Ampak sem hotel biti malo bolj realističen, pa se vprašati, kako bi bilo pa danes, če bi bila danes 2 vohuna, ki bi delovala v današnjem svetu, pa bi imela za vzor James Bonda. Ja, ziher bi bile kakšne nerodne situacije, ampak v osnovi sem pa hotel, da je zadeva bolj prizemljena, oziroma na nek način, kakor se je dalo. In ko sem začel to pisati, pa sem veliko snemal, pa mi je časa zmanjkalo, pa sem odložil, pa sem spet malo napisal, pa sem spet odložil. In sem takrat sklenil, da če se jaz pa ne usedem, pa tega ne dokončam zavestno, da iz tega ne bo nič. Pa sem že pri velikih piscih poslušal kakšne intervjuje in izjave, ko so rekli, da ne čakajo navdiha, da navdiha ni nikoli, da se enostavno treba usedeti pa pisati. Ian Fleming je celo tako pisal, da ni niti za nazaj pregledal, kar je tisti dan napisal. Se pravi, napisal tistih ne vem koliko 1000 besed na dan, odložil, naslednji dan naprej, odložil in potem je imel en rokopis, ki ga je potem pilil še nekaj časa. No, jaz to ne čist, jaz preberem isti dan, ampak če pa rečem, da ne grem od mize, preden napišem 2000 besed, se pa tega držim. In če se človek zada takšen pogoj za delo, potem ne more reči, ja, danes bom pa napisal samo 510, ker nimam navdiha in nimam ideje. To ne gre, oziroma vsaj pri meni. So pa moji romani narejeni, da zabavajo, to niso introspektivni romani, introspektivne študije likov, njihovih preteklosti, temačnih in njihovih bojev z samim seboj, s preteklostjo, pa ne vem s čim, z dolžnostjo. Ampak to je narejeno, da človek prebere, da se zabava in potem odvrže v koš in gre naprej. Okay. Ali pa da naprej, ne? Ali pa da naprej. Kot pisateljica te moram vprašati to. Se tudi ti zabavaš, ko pišeš, ali imaš tudi kakšne te mučne trenutke? Ker to se mi zdi kar vseeno, mislim, je princip, ne? Je metoda, je samodisciplina, pač vsak dan toliko, no matter what is in my head. Ja. Ampak koliko je trpljenja tu zraven? Trpljenja je ogromno, ampak to trpljenje ni trpljenje, ki bi bilo povezano s tem, da ne bi imel navdiha. Ampak je trpljenje, ki je povezano s tem, da jaz, ko si napišem sinopsis, imam sinopsis narejen za vsako poglavje v knjigi vnaprej. Jaz točno vem, kaj se bo zgodilo v prvem poglavju, kaj se bo zgodilo v drugem, kaj se bo zgodilo v tretjem in to
poskušam na čim bolj natančen način razpisati, ne še čisto v prozni obliki, da bi lahko rekel, to bi bila pa lahko kratka zgodba, ampak tako, da samo še preuredim, potem malo bolj detaljirano opišem in dodam dialoge, pa je stvar narejena. In potem se mi pa zgodi, recimo v 4. ali pa 5. poglavju od 25, da se mi pa ena boljša ideja utrne, ampak mi potem tista ideja podre vseh preostalih 20 poglavij. Ja, ampak to ne na ta način, da bi rekel, vse to pa sem tam malo popravil, kapitalno mi spremeni. Težko povem zdaj primer, ampak vem, da je bilo letos, da je bilo meseca februarja, ko sem bil sred pisanja vohuna, ki me je okužil. Sem imel že vse sinopsis, vse narejen, potem sem pa konc prve tretjine pisanja, se mi je čist ideja spremenila na čist drug način in potem sem bil spet v stanju, da sem mogel napisati sinopsis do konca knjige. Zakaj pa to govorim? Zaradi tega, ker mi največ časa vzame research pa sinopsis. Tisto pisanje po tem dialogu pa to ni noben problem oziroma težava in tam se ne zgodi nobeno trpljenje več. Pri sinopsisu pa zelo veliko. To je to. To me zdaj malo spominja kot na to, ko recimo rečemo, kako fajn je kuhati recimo vegetarijansko hrano, ampak noben ne pomisli, koliko je treba zelenjave zrezati najprej, da lahko uživaš. Yeah. Ti si se v bistvu, nekje si rekel, mama, jaz ne bom več, grem na drugo šolo, grem na glasbeno in nadaljujem po tej poti naprej. Je to bil ta moment, ko si rekel, jaz ne bom več delal to, kar mi ne paše, samo še to, kar me veseli? Mislim, da je bilo to takrat, ja. Takrat sem bil zelo študiozno poglobljen v Mozarta. Zdaj sem šel tudi pol študirati v Avstrijo na Mozarteum, ker... Dobesedno tja. Dobesedno tja, ker sem tam iskal to svojo ljubezen do Mozarta, do ene zadeve. In ko me nekaj zanima, hočem preštudirati do konca. Imam par stvari v življenju, ki so me do te mere zintrigirale, zdaj pa bodisi študijsko ali pa privat, za hobi, ker sem se pol potrudil in sem jih do konca preštudiral. No. Mozarta tudi do konca. Na kak način je to obogatilo tvoje življenje, da tako rečem? Zdaj, ko veš vse to o Mozartu, veš več kot večina ljudi. Mozart kot človek, veš, kaj mislim? Torej, ne to teoretično, ampak spoznal si človeka. Mene je oziroma vedno znova ko eno stvar se odločim preštudirati do konca, me predvsem šokira ena stvar, da kako v svetu operiramo z enimi stvarmi, prvič samoumevno in drugič površno in nepoglobljeno, in kako to vedno vodi neke zgrešene predstave, bodisi o ljudeh, bodisi o kakšni stvari, bodisi ne vem čem. Poljudno-znanstvena panoga je zelo dobrodošla panoga, po moje, ko gre za neke zadeve znanstvene, ki jih je preveč težko razumeti, če jih človek razlaga strokovno. Ne, recimo, če ima od Davida Attenborougha dokumentarci o živalih, raznorazni dokumentarci o fiziki in o teh zadevah. Zelo podpiram poljudno-znanstveno panogo, ampak ko pa gre o ljudeh in o umetnosti in o ustvarjalnosti in o teh zadevah, potem pa hitro pride do tega, da rečemo Mozart, genij, ali pa Mozart, od Boga poslan, nečloveški angel, ki je prišel na zemljo in ustvaril in tako naprej in tako dalje. In potem imamo ene popolnoma zgrešene podobe o enih ljudeh, da so bili neki to, kar niso. Ko človek te ljudi potem študira in ko se začne poglabljati te stvari, človek vidi predvsem eno stvar, da so bili to ljudje, ki so 24 ur na dan delali. To so ljudje, ki so študirali, to so ljudje, ki so ves svoj čas vlagali v obrt,
v kateri so bili. To so bili vsi tako imenovani hard workers. In v tem se skriva skrivnost njihove kvalitete, njihove ustvarjalnosti, ne vem česa. Tukaj je navdih, to je minimalna stvar. In potem imamo zgodbe, ki krožijo. Ja, Prešeren, pijanc, ja, Mozart, ja, babe pa vino, ja. Kdaj bi napisal človek, ki je umrl pri 35 letih, skoraj toliko del, ki jih je napisal Bach v 80 letih svojega življenja. To je absurdno, kam ljudje odpeljemo s tem površnim vedenjem o določenih stvareh. Jaz sem za, ali grem do konca, ali se pa ne spuščam, pa vem samo informativno. Pogledam pač tvojo zgodovino, recimo temu, oziroma tvoje dosežke, prejel si 3 žaromete, 2 Viktorja, pojavljaš se na različnih vlogah, vse posod si res vrhunski, kar tudi kaže na nek način. Mislim, človek bi takoj rekel talent, ne? Ampak tudi, kar hočeš zdaj povedati in zaznavam, pač to je, da je ogromno res nekega dela, ogromno neke samodiscipline, nekega tega sam sebi pač brcanja v rit. In me zanima, ali ti pripisuješ svoje uspehe temu attitudeu ali še kaj zraven, kar bi rekel, da je tebe pač podprlo pri tem, da si uspel. Kaj so bili ti ključni? Jaz sebe gledam kot na fail. Zaradi tega... Seveda. Ne, pa bom ekspliciral, zakaj. Zaradi tega, ker sem po karakterju tak, da se zelo težko odločim za eno stvar, da bi mi nekdo rekel, eno stvar si izberem in boš zdaj do konca življenja delal. To je pri meni problem. Jaz sem se ukvarjal z več stvarmi. Jaz sem nekaj časa probal tudi stand-up izvajati, ne? Ampak sem videl, to ni zame, oziroma zame v smislu, v to bom mogel pa vlagati veliko več dela, kot sem ga, in zato sem recimo to pustil. To je bil en kratko obdobje, ko sem videl, da je to spet ena celovita stvar, v katero bi se mogel preveč poglobiti, ampak je potem prišla televizija in stand-up komedije nisem več izvajal po tistem. Kar se pa tiče tega, kar sem, se mi pa zdi, da sem se poglobil do neke mere, ampak sem se poglobil več stvari, spet ni ena stvar. In če bi se samo za glasbo vzel, ne vem, kje bi bil zdaj, pa kaj bi počel. Jaz imam preveč teh interesov, ki mi ogromno časa poberejo. To se dosti ljudem danes dogaja, se mi zdi pač ta neka razpršenost na različne stvari in na različne interese. Se mi zdi, da je malo povezano tudi z našo vzgojo. Se mi zdi, da smo odraščali v tem smislu, pač delaj vse, kar te veseli, najdi to, kar ti boš vsem najboljši, sam verjemi vase, in potem se znajdeš pač ful neke stvari ti grejo, tudi imaš neke priložnosti, ampak si razpršen, ne? Ali se ti dobro počutiš razpršen, ali bi rajši bil osrediščen? Zelo dobro se počutim razpršen, zaradi tega, ker se nimam časa drugače počutiti, ker grem iz ene stvari v drugo, ali grem iz snemanja v pisanje, tisto nekaj, kar imam prostega časa, ne razmišljam o tem, ampak nimam vmes časa, da bi se kakorkoli drugače počutil kot dobro, če ne bi to delal. Kar se pa tiče tega, kar nam danes, kar otrokom govorijo, oziroma kakšno je vse splošno vzdušje glede vzgoje in tega usmerjanja, kaj bo kdo v življenju počel, se mi ne zdi nič narobe s tem, da se vlaga ta samozavest v to, da karkoli si človek zada, da lahko tudi doseže to. Edino mislim, da se premalo pozornosti posveča, oziroma premalo poudarka daje na to, da karkoli si bo človek vzel in bo hotel biti dober v tem, bo vzelo toliko časa, da bo bolelo. To bo to. Da v bistvu moraš biti pripravljen tudi na neke žrtve, ne? Tudi na neke, v bistvu tako si rekel, ne samo hard work, ampak prav suffer, ne? Včasih moraš v bistvu nečemu posvetiti več sebe in sredstev, kot pa si mogoče sploh pripravljen. Absolutno. Sem pregovoril o stand-up komediji, ko sem bil v Los Angelesu leta 2007, je bil tam en
komik, ki sem ga spoznal v temle improvu, v klubu Improv. Sem videl, da je nastopil zvečer in potem sem ga pa videl naslednji dan na open micu v istem klubu. In potem sem ga videl v klubu Comedy Store, pa sem ga videl v Ice House v Pasadeni, pa sem ga videl v Comedy and Magic klubu na Hermosa plaži, kjer je Jay Leno nastopil. In sva se zgovorila tam, ker sva se videvala skozi in sem si mislil, ti si pa dober pismo, povsod nastopaš, to je rekel, ja, jaz se trudim narediti 6 do 8 nastopov na večer in sem videl, ko sem ga vprašal, kako dolgo že nastopa, pa reče, ja, bo že kar 5-6 let in temu komiku je bilo ime Chris D'Elia. In sem videl to trdo delo, kako izgleda to trdo delo pri stand-up komediji. Ne? Tako da takrat, ko sem komponiral, je izgledal drugače. Tam, ko človek komponira, je cele večere, cele noči za tisti knjigam, študira tista pravila, komponira in tako naprej. Sprav, vse terja to trpljenje oziroma to muko na nek svoj način. Poleg tega neke vztrajnosti oziroma trdnosti, v bistvu, da greš preko tega, kaj bi ti rekel, da je še pomembno danes v teh časih, ob vsem, kar si do zdaj se naučil, za to, da preživi človek v tem svetu? To je tako metafizično vprašanje in jaz konkretnega odgovora na metafizično vprašanje ne morem dati. Lahko razmislim o nekih svojih impresijah iz otroštva. Če se vprašam, kaj je razlika oziroma kaj sem z otroštva prinesel do svojega 37. leta, kar drugi niso, se pravi, zdaj ne vem, mogoče bi vedeti, kaj je razlika, da bi lahko do enega logičnega sklepa prišel. Ampak generalno gledano se mi zdi, da je najtežje v življenju iskati stvar, za katero je bil človek poslan. Jaz mislim, da so ljudje, ki jih danes poznamo v zgodovini, ki smo prej rekla geniji in zgodovinske osebnosti na nekih področjih, ne vem, iz glasbi Mozart, v fiziki Einstein, v slikarstvu, ne vem, Da Vinci. Jaz mislim, da je razlog, da jih mi še danes poznamo da je to ta peščica ljudi v zgodovini bila, ki so res odkrili svoje poslanstvo, tisto, za kar so bili poslani. Danes imamo lahko, ne vem, enega vrhunskega violinista z svetovno kariero, ki bi se vpisal v zgodovino, pa dela recimo na gradbišču. Recimo ne igra. To se mi zdi, da je najbolj težko v življenju odkriti. Mislim pa tudi, da leži odgovor na to vprašanje v otroštvu. Ker jaz, če zdaj pogledam za nazaj, jaz ne razmišljam toliko drugače, kot sem razmišljal, ko sem bil v 4. razredu osnovne šole. To garantiram, da ne. Mogoče prišlo parkrat v življenju, pred tistem, oziroma glih okrog tistega časa, ko sem rekel, jaz ne bom v življenju delal nekaj, kar mi ne paše, en klic k streznitvi, čakaj malo, zdaj se pa ti malo zresen, zdaj boš pa toliko star, zdaj pa en resen šiht, pa nekaj je menti. Te imaš vrstnike z resnimi ambicijami v nekih kakšnih panogah pa teh. In tistem se treba po moje upreti. Ali pa prisluhniti, odvisno. Ne vem, vsi smo različni. Intuicija, ne? Možno, da je intuicija, ampak mislim, da v otroških letih radovednost človeka žene v toliko različnih smeri, da se mi zdi, da takrat je človeku najbolj jasno, zakaj je bil poslan. Ker družba zastrupla, kolikokrat pa se pojavijo, ne vem, ljudje, ki so, ne vem, pri kolikih letih pa so samski, pa recimo nimajo resne službe, pa nimajo kaj. To je družba tako narejena, da jih izrine, pa češ, kaj si pa ti misliš. Jaz že 3. otroka dojim, sicer bradavic mi zmanjkuje za 3., imam samo 2, ampak na ta način. In potem se človek počuti grozno, kaj pa jaz delam res v življenju. Ja, delaš to, kar te je, sam hudiček je v današnjih časih
V današnjih časih je težko, ne? Te družbene omrežja pa to. Včasih je bilo tako, da je do nas prišlo tisto, kar smo direkt slišali, ali pa smo se prek telefona pogovarjali, pa to nismo bili izpostavljeni toliko enega šuma možganskega, kolektivnega, kot ga lahko danes, če gremo na Facebook, pa beremo spodaj, ali pa na YouTube, ali pa ne vem kam. In to se mi zdi slabo, ker se mi zdi, da je družba prišla v stanje, kjer imamo dan danes na dosegu roke ulične grafite. Te stvari, ki jih danes beremo na internetu, če smo to butasti, pa njemu bolj pametnega za početi, smo jih lahko 30, 40, 50 let nazaj brali v zakotnih ulicah na grafitih. In to se mi ne zdi, zdi se mi to zelo strupeno. Čeprav mogoče je zdaj v tem trenutku feeling, da smo inspiracijski podcast zamorili, ga v bistvu nismo ga zaradi tega, ker v bistvu si začel z iskanjem svojega poslanstva in s tem bova zaključila današnji podcast. Dragi poslušalci, usedite se, dajte si možnost razmisliti, mogoče zapreti oči, se vrniti v otroštvo in res začutiti, če pa ne morete zdaj takoj, pa iskati tako dolgo, dokler ne najdete, kaj je tisto, kar res hočete početi, kaj je tisto, kar nosite v sebi že nekaj časa, zapakirano pod vsem tem balastom, ki ga je Jure zdaj omenil, ali pa moteno od vseh teh motenj. Dovolite si čutiti to, kaj v resnici ste. In to se mi zdi pomembno sporočilo, Jure, ki ga lahko danes pošljeva med ljudi, in hvala ti, da si bil z mano. Z veseljem, najlepša hvala za vabilo. Hotel sem povedati, izklopite Facebook, to sem hotel povedati. Ja, v bistvu to je point. Prav je, da si to povedal in dragi poslušalci, tako kot je rekel, izklopite ta podcast še do konca, pogledate, potem pa izklopite v bistvu medije in začutite, kar je v vas. Bodite fajn. Čau. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.